Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o temi, o kateri se ne govori. Splav. Predvsem pa o tem, kako se pozdraviti po splavu. Ker, zdaj to je seveda moje opažanje, da se razumemo, za tem ne stoji nobena raziskava, ampak opažam, da ženske, ki naredijo splav, si ne vzamejo časa za žalovanje. Zato, da bi pozdravila svojo dušo, zato ker kakorkoli, glejte, že iz tehničnega vidika, ženska, ko zanosi, občuti, se jaz zase govorim, jaz sem vedela, da sem noseča od prvega trenutka, jaz sem vedela. Se pravi, je neka energija, nekaj, ki enostavno sporoči, da veš. Lahko rečemo, da so to hormoni, da se začnejo spreminjati, ampak jaz verjamem v več kot samo komunikacijo hormonov in verjamemo to, da hormoni so samo prevodniki tega energijskega sveta, ki je. Ampak ki je. No in v glavnem, ženska, ki ve, da je noseča in potem, ko izve, ko ima potrjen, da je noseča, in če ne dobi potrditve strani svojega partnerja oziroma pomoči, podpore, se pogosto odloči za splav. No, primere imam tudi seveda, ko ženska se sama odloči, da je dovolj otrok in gre narediti splav, ampak zdaj tukaj se razumemo, ne govorim tega, da bi kogarkoli obsodila, ampak govorim zaradi tega, da tiste, če pride do tega, da ne veš, kaj narediti, da veste. No, prva zadeva. Me so od malega doma zagovorili, pa če sem kmečka punca in veste, od malega sem doma poslušala, ne, nikdar, do česarkoli pride, ne delati splava. Samo tega ne. Če Bog da življenje, če Bog da življenje, da tudi žlico. In to sem poslušala vedno. Se pravi, ne glede na to, kaj se zgodi, enega otroka bomo preživeli. Zdaj pa, zakaj je to tako pomembno? Moja stara mama. Ona se je odločila, da sta 2 otroka dovolj in da več otrok ne bo imela. In je delala splave, in sicer nekoč so delale splave ženske na ta način, da so popile nek zvarek zelišč, bolj kot ne strupen, da se razumemo, in potem je iz skednja skakala na pod, da je ta nezaželeni otrok šel naprej, da je splavila. Vsi poznamo razne zgodbe iz filmov, ko gledamo, kako so ženske delale splave, recimo eno takih filmov je sigurno Dirty Dancing, kjer dekle zanosi in potem pokličejo nekega mazača in jaz mislim, da jo rešijo na koncu, ne, to dekle, ki je delalo samo splav. V glavnem, v vsakem primeru ne bom rekla nič, kaj je v redu, kaj ni v redu, ker vsak se zase odloča. Eno stvar, kar pa opažam pri mojih strankah, in tudi enkrat sem dobila eno vprašanje strani, delala sem serijo predavanj v enem vrtcu in sem dobila vprašanje, zakaj menim, da toliko žensk v vrtcu zboleva za rakom. Moj odgovor je, ali ena stvar, preveč dojijo, to pomeni, da ljudem ne morejo reči ne, ne zmorejo reči ne, ko bi bilo treba in na nek način jih ljudje molzejo. Po drugi strani, še večkrat, pa to pa vidim preko mojih strank, preko svetovanj, da ženske, ki imajo raka na prsih, največkrat je to povezano z krivdo, da ni zmogla dojiti. Se pravi, sama sebe zdaj kaznuje in je bolj varen, da si proizvede raka, da umre, kot pa da bi karkoli naredila. Tako da prva zadeva. Za vse tiste, ki želite pozdraviti svojo ranjeno dušo, vzemite v roke, zdaj to, o tem sem pisala v knjigi, Ko ima življenje žur. Druga knjiga, ki jo preberete, Angeli v mojih laseh, kjer avtorica Lorna govori o tem, kako se dušica že vnaprej ve, da se ne bo rodila in da te ženske, ki so naredile splav, imajo še enega angelčka okrog sebe. No in potem pa tukaj naprej imam pa napisan v knjigi, Ko ima življenje žur, citat iz knjige Koliba.
Bog govori o tem, nisem tisto, kar misliš, da sem. Ljudi mi ni treba kaznovati za njihove grehe. Greh je sam po sebi kazen, žete od znotraj. Moj namen ni kaznovati ljudi za njihove grehe, moja radost jih je ozdraviti grehov. No in zdaj prva zadeva, ozdraviti grehov. Kaj mora ženska narediti? Prva stvar mora, tukaj pa res mora, ker če ne bo sama sebe odpustila, bo sama sebe razžrla. In zato vzamete v knjigo v roke, ko imajo duše žur, in sicer na strani 66, kjer je meditacija, molitev za odpuščanje sebi. In potem začneš odstranjevati eno plast krivde, pa drugo stran plast krivde, pa tretjo in tako naprej. Krivda na krivdo na krivdo. In v glavnem gre se za to, da svojega duha napolnite z radostjo bivanja. Jaz drugega ne morem reči. S to božansko ljubeznijo, ker ne nazadnje, v danem trenutku vsak od nas vedno dela najboljš, kar je zmogel. Vedno. In eno stvar se moramo zavedati, da karkoli se nam zgodi, gre se za to, da sebi odpustimo. Karkoli se nam zgodi, gre se za to, da drugim odpustimo. Ko drugim odpustimo, se razbremeni energijski vozel. To je tako. Ko ti odpustiš drugemu, ne moš biti več zahaklan z njemu. Ampak, ko pa odpustiš sebi, pa dobesedno zakrpaš svojo dušo. In gre tako, jaz, pa daš svoje ime noter, pozdravljam dušo v sebi. Zavedam se, da sem otrok stvarnika. Zavedam se, da sem neizmerno ljubljena in v popolni božanski zaščiti. Zavedam se, da sem na zemljo prišla predelovati lekcije. Zavedam se, da sem tukaj na zemlji zato, da rastem in se razvijam. In predvsem tisti pari ali pa tiste dame, ki predelujete prav to krivdo glede otrok. No, zdaj pa pojmo na majčkeno razširjeno sliko. Če mi gledamo življenje kot eno epizodo v nadaljevanki časa, se pravi, ena epizoda, če vi začnete gledati neko nadaljevanko na sredini in pogledate samo eno epizodo, ne boste vedeli. Sploh ne boste vedeli, zakaj se gre, zakaj, kako, pač nič ne veste. In tako je dejansko naše življenje. Če gledamo eno življenje kot en prizor, eno dejanje, en del serije, ti ni jasen, kaj delam s temi ljudmi, zakaj se meni to dogaja, zakaj ravno meni, zakaj jaz potrebujem točno take lekcije. Ja, zato, ker je samo ena epizoda v nadaljevanki časa. Ko pa mi gledamo celo nadaljevanko časa naših življenj, nam postane jasno. No, pa sem pa govorila z eno gospo in ona pravi, ko sem brala knjigo, ko ima življenje žur, pa ko imajo duše žur, sem rekla, to je bilo pa kar malo preveč za mene, je rekla ta gospa. Je rekla, ta pretekla življenja. Ja, seveda, ker smo okuženi s cerkvijo. Cerkev nas je tako kodirala na strah in druga stvar, tudi jaz sem bila vzgojena v cerkvenem okolju, sem odraščala in tam je bilo rečeno, vse, kar je meditacija, te poveže s hudičem. To je pa stran od tega, kar je joga je povezana s hudičem. Stran od joge, to ni dobro. In tako naprej. In sem dolg časa rabila, da sem prišla do tega, da to v osnovi ni nič slabega v tem. Joga je oblika telovadbe in umirjanja, dihanja, povezovanja s samim sebo, ne pa s hudičem. Meditacija je za moje pojme molitev. No, res pa je, v kar ne verjamem, to, da izprazniš je meni tako, kot bi zahteval, da se zemlja neha vrteti. Pač zemlja, da uravnava ta cikel, da gre v gravitacija, da vse deluje, se more vrteti. Ravno tako pa naše misli se morajo vrteti. Ampak, kaj poganja naše misli? To je pa zdaj druga zadeva. Če vaše misli poganja strah in krivda,
in moram se skriti. Ja, to je zdaj pomeni, da vaše življenje se vrti v smeri negative. Če pa vaše misli poganja radost življenja, če vaše misli napajajo, jih napaja miren duh, verjemite mi, drugače ne more biti, kot da vaše življenje gre vedno na boljš. Vaše zdravje gre vedno na boljš, vaši odnosi grejo vedno na boljš. Tukaj boste pa mogoče rekli, s tem se pa ne morem strinjati. Odnosi grejo vedno na boljš. Ja. Odnos je prvi sam s sabo. Moj odnos z mano gre zmerom na boljš. Se pravi, jaz ko pogledam moje noge, pa si rečem, pa imaš celulit. Pa to ni v redu, lej pa ima. Vedno bo nekaj. Vedno bo nekaj, kar ni v redu. Ali pa, da sprejmem svoje telo in enostavno se dobro počutim v svojem telesu. Ja, pa moj otroci reče, ja, mami, pa ti druge učiš, pa sama sebe kritiziraš. Ja, če imam preveč kil, se ne počutim dobro v svoji telesu, zato pač vem, pri katerih kilah se dobro počutim in tudi vedno vse naredim, da pridem nazaj na tiste kile. Imam pa eno mečkano napako, pač rada jem, rada imam dobro hrano, pa rada imam veliko dobre hrane. In zadnjič je bil moj oče pri meni, ful dobro sem skuhala, jaz jem prav, ti pa imaš apetit. Vsega imam res malo prevelika. Ampak tako, otroci so pa komentirali, so rekli, tako, tega ne bi smel reči, ampak ja. In pol imam pa včasih mečkam kakšno kilo gor pa dol, mi gre zaradi mojega apetita, ne zaradi nezdrave hrane. No, ampak okej, gre se za to, da se spravim vedno nazaj v tisto, v čemer se dobro počutim. To je zdaj ena zadeva. Monogovor. Naslednja stvar, monogovor je povezan tudi s tem, zdaj pa pojdimo na občutke krivde. Oziroma, zdaj pa grem na tisto, kar pišem v ta novi knjigi. Obstaja hormon, ki se mu reče hormon ljubezni in povezovanja. In ta hormon se tvori, ko mama doji in se v obilici takrat tvori. Ta hormon se tvori med nosečnostjo in med porodom in tvori se vedno, ko doživimo orgazem. In temu drugače rečejo, da je drugače hormon ljubkovanja, povezovanja in prišli so do zaključka, zdaj pa poslušajte to, da na voluharjih so delali raziskave in sicer obstajata dve vrsti voluharjev, ena je gorska, druga vrsta je pa puščavska. In puščavska ima receptorje, kamor se veže dopamin in so zvesti, se pravi, ko se najdeta partnerja skupaj, ostaneta skupaj, skrbita za naraščaj in tako naprej. Medtem ko gorski voluharji pa nimajo tega receptorja, se sparta, naredita otroke, mladičke in jih par dni po rojstvu zapustita. In le veselo živita vsak po svoje. In ko so ta zvestim voluharjem dali kemikalijo, ki jim je blokirala te receptorje za zvestobo dobesedno, so se veselo parili in so pozabili, dejansko so se obnašali tako kot njihovi gorski sorodniki. No in v glavnem je potem moje razmišljanje naprej, o tem sem včeraj pisala. Se pravi, kar se tiče zvestobe, imajo ljudje, ki so nagnjeni k skoku čez plod, te receptorje ali uničene, ali enostavno jim nekaj v njihovi krvi izniči hormon povezovanja. Oksidira, tako kot kapljica vode v puščavi izgine. Jaz sem razmišljala naprej, to je zdaj spet moje razmišljanje, ki nima znanstvene osnove, ampak dokazano je, da ščitnični hormon zaradi stresa oksidira. Se pravi, vaša ščitnica lahko dobro deluje, ampak ker imate povečan stres v vašem telesu, v življenju, ta hormon dobesedno v krvi razpade. To je zdaj že dokazano. Se pravi, ni nekaj, kar sem jaz potegnila od nekje, pa sem rekla, fajn se sliši. In je dokazano, da če vam pokažejo testi, da imate težave s ščitnico, je velika verjetnost,
da nimate težave s ščitnico, ampak povečana oksidacija uniči ščitnični hormon, in ko vi začnete dodajati C-vitamin pa E-vitamin, ki sta osnovna antioksidanta, se stanje vaše ščitnice izboljša. Zdaj, glede na to, da oksitocin je hormon povezovanja, ravno tako je hormon. Se pravi, če lahko ščitnični hormon razpade v krvi, lahko tudi kakšen drug hormon razpade. In prav ta hormon povezovanja, zvestobe, crkljanja, ustvarjanja trdnih vezi je velika verjetnost, da enostavno razpade zaradi stresa, to je ena možnost, druga možnost pa zaradi podzavestnega stresa, ki ga ima nekdo, ki ima program, recimo, ne zaslužim si sreče. In dejansko ta njegov program blokira ta hormon, enostavno ga izniči. No in tretja možnost pa je, da se človeku, ki nima zmožnosti delati lepe odnose, nima povezovanja vseb, v otroštvu niso naredili receptorji, to je na hipofizi, ki bi sprejemali, to je v bistvu tako kot vtičnica, kamor se prilepi, da pride naprej vezava, enostavno ni teh receptorjev, in ker ni receptorjev, se nič ne zgodi. To je tako kot nepovezan telefon, ga moraš v vtičnico dati, da se lahko napolni. Tako grejo zadeve. No in v glavnem. Zdaj pa zakaj otrokom ne nastanejo te receptorji, te vtičnice? Otroci, ki doživljajo v zgodnji mladosti hud stres, recimo, da so izpostavljeni vojni, se pravi, to je dejansko praktično vsa generacija naših staršev, povojno obdobje, ko je bilo tako težko preživeti. To je ena stvar. Druga, kogar so ure in ure puščali jokati v zibelki, je razvil podobne simptome kot nekdo, ki je zrel za v psihiatrično bolnico. Lahko pa nek stresen dogodek, ki ga je doživel v rani mladosti, in to je lahko povezano z ločitvijo staršev, smrtjo, zapuščenostjo ali spolno zlorabo. In kdorkoli je nekaj od tega doživel, dejansko se mu niso razvili tisti receptorji in v odrasli dobi nima zmožnost graditi zaradi tega ljubečih odnosov. Tako da, ja, mogoče bom majčkeno bolj na širok napisala v knjigi, ampak tako, okvirno sem vam pa zdaj razložila, kako grejo te zadeve. No, zdaj, če se vrnem pa na začetek, na splav. Se pravi, ženska, ki naredi splav in potem začne sama sebe obtoževati, da ni dober človek, da si zasluži kazen, je to njen podzavestni program, ki jo vedno vodi do nekih odnosov, kjer dobi potrditev, zaslužim si kazen. In seveda potem dobiva, ne vem, sodelavke, take, da ji non-stop nekam pritiskajo, sodelavce nadrejene, podrejene, v glavnem vsakemu primeru njihovo življenje je ena velika drama. In dokler tega ne počistite, se pravi program zaslužim si kazen ali pa meni ne pripada sreča, se vam bo dejansko to dogajalo, zato ker to je nekako kot neko bolečinsko jedro, kot neka entiteta, kot če bi bila to samostojna oseba zraven vas, ki dobesedno kliče na vas, kot da bi bil magnet za smolo. Dobesedno. Na ta način deluje. No tako, a gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Prehod v novo dobo. Da slišimo. Stvarstvo. Za tele dušice, ki so na potovanju skozi življenje, ki se učijo postaviti v svojo moč, ki se učijo odpustiti in ki se učijo spustiti in vzljubiti sebe, kaj je ta trenutek pomembno, da slišijo. Lepota. Glejte to. Lepota. Lepota, se pravi, jaz sem lepota in milina. A vam tako povem? Ti si lepota in milina. Lepota tvoje duše se izraža na tvojem obrazu in na tvojem telesu. Imam knjigico, nekaj jo imam. Se pravi, 16 karta, dajmo pogledati, 16 karta. Vse povsod okrog sebe lahko opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tu, da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto.
Zavedam se, da sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem vse ženske sveta in blagoslavljam vse matere sveta. Točno to je bilo potrebno slišati. Dajte sebe blagosloviti. Sploh, če ste naredili splav, dajte sebe blagosloviti in si oprostite. In zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Lahkotno grem s tokom življenja. Ja, gremo naprej. 81 karta, da vidimo, če nam življenje ponuja lekcije, imam izbiro. Lahko se zapletam v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej. Moj svet je miren. In zdaj še mogoče en nasvet. Tisti, ki vam otežujejo življenje, mogoče je čisto vseeno, če jih date na kakšen stik, blokirate, date na stranski tir, mogoče napišete sporočilo, napiši mi sporočilo, da vam neprestano nasipajo drama v vaše ušesa. Pač vso pravico imate, da določene ljudi, ki veste, da vam sipajo negativo, pač majčkeno date na stranski tir. A še eno? Oddih. Brez slabe vesti si lahko vzameš samo za sebe, zato ker se imaš rada in zato ker se ceniš. Brez slabe vesti. Prav je, da si vzameš čas samo zase. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraj vrata novemu, dobrodošlo in tudi s hvaležnostjo sprejmi. Tako da, drage dame, uživajte. Vse dobro vam želim in dovolite, ampak res dovolite, da se v vašem življenju zgodi ta notranji mir. In to lahko dosežete samo na ta način, da sebi odpustite in da odpustite vsem, ki so vas do zdaj na kakršenkoli način ranili. Tako da uživajte, vse dobro in ja, dovolite, sprejmite vse to dobro, kar se dogaja v vas in okrog vas.